Rio Tatsuki je japonska umetnica, ki je napovedala kar nekaj stvari. Nekatere so se uresničile, druge pa se bo očitno še bojo. Ali pa ne. Rio Tatsuki je leta 1999 objavila mango, to je japonski strip z naslovom The Future I Saw, se pravi prihodnost, ki sem jo videla. V tem stripu je napovedala skozi slike in risbe, da bo marca 2011 velika katastrofa. No, ta posebna izdaja njenega stripa je dosegla neverjetni uspeh. Zakaj? Zato, ker 11. marca 2011 se je zgodila velika tragedija. Katastrofa v nuklearni elektrarni Fukushima. Umetnica je tudi sanjala smrt znanih osebnosti. Med drugim je napovedala smrt Freddija Mercuryja, ki se je zgodila leta 1991, in tudi smrt princese Diane, ki se je zgodila leta 1997. Sanjala pa je tudi pandemijo covida. Leta 1995 je v svoj dnevnik zapisala: čez 25 let bo leta 2020 prišel neznani virus, ki bo izginil, ko bo aprila dosegel vrhunec. Ponovno se bo vrnil čez 10 let. Kasneje, v letu pandemije, se je avtorica opravičila, češ da ni znala natančno napovedati točnega vrhunca pandemije, a kljub tej napaki je njen strip doživel neverjetni uspeh. Njene napovedi sledijo 15-letnim ciklusom. Torej, če je nekaj napovedala za leto 2000 in se leta 2000 ne pripeti, se bo najbrž leta 2015. Če se tudi takrat ne bo, se bo leta 2030, 45 in tako naprej. Napovedala pa je za leto 2006 izbruh na gori Fuji. Ta se takrat seveda ni zgodil. Če pa prištejemo 15 let, dobimo datum, ki nam je zelo blizu, leto 2021. Sama je v nedavnem intervjuju povedala: obstaja velika verjetnost, da bo letos prišlo do večjega izbruha na gori Fuji. V sanjah, ki so me navdihnile, sem videla velik izbruh. Zaradi tega ne morem natančno opredeliti stopnje škode, ki jo bo povzročil, vem pa, da bo. Bo pa tudi potres. In takrat me je odnesel cunami. In ta potres bo zelo hud. Tako kot je razvidno z mojih ilustracij, vse bo poplavljeno, vse bo uničeno. Tatsuki, ki ne prepušča ničesar na ključu, pravi, da se bo izselila, ker se boji, da se bojo njene prerokbe uresničile. Danes sicer uživa v življenju upokojenke in takih sanj ne bi imela več, ali pa vsaj tako pravi. Aktivna je na družbenih omrežjih, objavlja mnogo zadev in svojimi objavami želi pozitivno vplivati na japonsko družbo in pač dati nam vsem vedeti, kako je pomembno živeti složno z naravo.